When I drove your mommy here with the Nissan Navara, she was very scared. Koliko je zime, konci peska po jaških, po pulcih, kakor češ. Halo. Go! Pa jaz pa tam malo porihtava vse skupaj. Je pa hecen, ne? Ko se trudimo, da so ene stvari tako lepo čiste, druge pa da so tako lepo umazane. A veš, z metlo malo na kup zmečem, postilim, požrem, poberem. Kaj sem zadnje dni ugotovil, da takoj, ko imam cajt, uidem s tem avtom ven, nekam, če se le da, tja, ker ni asfalta, pa da je čim bolj razrukan. In predvsem skupaj tale Hilux sploh ne igra za nemrljive vloge, bom razložil zakaj. Ptički. Ok, v detajle se ne bom spuščal, ampak za Hiluxa verjetno že veš, da to je ene vrste Toyotin, ne vem, vzdržljivost in zastavonoša že zelo dolg časa, že 50 let. Je pa nekaj resne. Jaz sem Hiluxa v komotar minuti že imel in takrat sem se na dolg pa na široko razgovoril o običajni verziji, če te zanima, prosim lepo, pojdi pogledat vlog 143. Se spomniš, to je bilo takrat, ko mi je telefon padel v blatno lužo. Točno tukaj, tamle. Pa mimogrede dolg je dobrih 5,3 metra, kar pomeni, da glih za glih še paše na moj dvorišče. Škom pa jaz da naredil, preparkiral ga bom, ker bi rad nekaj pokazal. Ok. Zdaj pa vstankle. Prosim lepo. Ne se bi dal odpeljati. Spust bremza. No, da vidim, če sem kaj naredil. Veš, koliko avto na nos prekucneš, kar naenkrat vidiš veliko več, kot si še bolj prej. V bistvu sem pod avtom, lej, toga prema, pa listna te vzmeti. To je tale stvar tukaj. V osnovi je to dosti old school pristop, ampak obenem pa tudi preverjena tehnika. Veš, po en stran Navara, ne, ima zadnji drugače tole poštima, nima več listnatih vzmetin. In tukaj spodaj pri podvozju, ne, se dogaja tista čarovnija, zaradi katere je ta avto dobil ta slovest. Ekstremno robustnega, praktično neuničljivega, pa čeprav vsi vemo, ne, da neuničljiv to ni noben avto, ampak če kjer, pa tale prije dosti blizu. Pa prijemo do bistva točno tega avtomobila, najprej par osnov v pogonu, to se pravi v osnovi zadnji pogon, lahko preklopiš pa eno vse štiri, lahko tudi vklopiš reduktor, pa ne sem to, imaš tudi zaporo zadnje špere. No, a spogrunite, kaj sem narobe rekel. Zaporo zadnje špere sem rekel, pardon, preveč besed. Zaporo zadnjega diferencijala, ne zaporo zadnje špere. Če ti to kaj pove, če pa ne, pa, no ja, terensko, ima zelo dobro osnovo, s katero lahko veliko naredi, ampak če na navadnih gumah, si pa vsem malo omejen, zdaj pa prijemo do bistva tega avta. Viš, kaj tukaj piše? Če pa ta napis premejhen, vidiš, kaj tukaj piše? Paket Invincible, nepremagljiv, v tem je fora, Jure pa pol, tam nekje. In v ta paket pašejo črne obrobe blatnikov, pa črne feltne. Črne feltne, vidiš. Pa podvozje je zato, da te lahko manj skrbi, če se res podaš na oreng teren, je tudi dodatno zaščiten. V bistvu tega paketa so pa gume. Mislim, se po mojem ne rabiš biti ekspert, ne, da kad tole zagledaš, ti je zelo hitro jasen, da zna tale avto veliko dlje pa višji splezati, kot tist, ki ima navadne gume. Držim se samo s to, da nam dol odleto, če koga zanima, kjer je gume, BF Goodrich, All Terrain. Bojdo slovijo kot dobre terenske gume, Toyota se tudi z nekaj hvali, da so z njimi po Dakarju vozili. In my man, let me tell you, tale avto pleza, ne bom rekel glih gamsa, imajo Japonci kakšno žival, ki zna face door pleza. Mislim, zih ima kakšno gorsko kozo, ki zna na tistih kopitkih po tokovskih poličkah skakati, kada ni nič. No, to je to. So pa sem na to motocross progo zanč prišla tudi Zavo, zgledali je takole. What, the car? Yeah. If it's magical? Yeah. For some people. I guess for some people it is. Look at this. Look at this! Alright, downhill assist. Look, I'm just gonna hold the steering wheel, the car will brake on its own. See that? Yeah? Very steep, huh? This is because the car is making us safe by driving slow. Uh-oh! Uh-oh! You think we'll be able to do this? Yeah. What? Huh?
When I drove your mommy here with the Nissan Navara, she was very scared. I don't know. She doesn't like off-road driving, Ava. Daj, Ciril, ne, prosim, daj me ven. Res jaz se skrivam s tabo. Kaj pa, če ti probaš speljati to? Ti si normalen? Kaj bi da me objem? Če ful lep razgled ne da boš imela vmes, no? Ciril? Ne merim se več to. Kako mi to delaš? To ni prijazno. Kaj pa tista stvar, ki me je prepričala, mislim, poleg tega, da spleza praktično kamorkoli, ne glede na to, da se voz na takih terenskih gumah, je na cesti presenetljivo tih. Jaz tazga avta verjetno nikoli ne bom imel, mi je pa všeč, da se okrog voziš, drugače da ga vidim pa rečem, tega, tebe pa poznam, luštnico se mera.